Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako postati nova osebnost. Kako postati vse to, kar si želite. Se ste že napisali, ne? Kaj si želite. Verjetno vsak od nas ima kakšno željo na kakšnem področju, kjer si želi izboljšanje in nenazadnje želje in cilji so motivacija, da se premaknemo naprej, da gremo naprej. Ampak če želimo dosegati nove rezultate, dejansko se moramo spreminjati od znotraj. Ker glejte, če sedimo na kavču in pritiskamo na daljinca, ne bomo dobili nobene mišice. Dejstvo, mogoče samo palce nam bo razvil, ampak če navijamo iz kavča za ljudi, ki so športniki, nobena mišica ne bo zrasla. To ne pomeni športanje. Pomeni pa, če mi želimo nekaj dosežeti od tega, da imamo mišice, da imamo lepše telo, da imamo lepše odnose. Joe Dispenza pravi, da moramo postati nova osebnost. No in zdaj bomo naredili čisto preprosto vajo. Naredite list, date na 2 dela in na eno stran napišete stara osebnost in napišeš jaz sem. Pišeš o sebi, kdo si, kakšna si, glede denarja, zdravja. Saj veste, kako se opisujemo. Tako sem utrujena, brez motivacije, nimam kontrole nad tem, kar jem, težave imam s tem in tem. Se pravi, ta stara osebnost ima težave. Povejte, na katerem področju imate težave. Ni treba zanikati tega. Pač povejte sami sebi, ta stara osebnost, tista od včeraj, pa še od 5 minut prej, ima te težave. Od zdravstvenih do finančnih mogoče, odnosih z otroci, z sosedi, ne vem. Ta stara osebnost je kakšna. No, zdaj pa gremo nova osebnost. Zdaj si napišite nova osebnost, to, kar vi želite. Ima pa na teh področjih kakšne odnose. Veste, lažje je, ko vidimo pred sabo napisan, tega si ne želim, želim si to. No in kako zdaj postati ta nova osebnost, ki bo dejansko vse to imela? No, to je pa zdaj tisto vprašanje, ker v bistvu mi se moramo iz čutenja stare osebnosti, se pravi ta stara osebnost, ki mogoče takole, iz te osebnosti, se moramo spraviti na to novo osebnost, ki privlači, ki je sonček, ki sije, ki je enostavno, to je pa ta uspešna osebnost. Kako priti iz tega, kjer imamo nezadovoljstva, do tega, da sijemo? Seveda, najhitrejši način, zdravilna molitev dekodiranja. Jaz vas bom danes še enkrat naučila, bom še enkrat govorila o tem, kako delati zdravilno molitev dekodiranja, ampak to majčkeno kasneje. Zdaj bomo najprej pogledali par stvari, ki mi je tako wow, meni. In sicer, raziskave so pokazale, da hlipanje, dobesedno hlipanje, 2 vdiha skozi nos in 1 izdih skozi usta, razbremeni živčni in čustveno telo. Dobesedno, prav zapisala sem si, da dejansko pomiri živce in Dejansko v živčni sistem vnaša mir in dejansko pomiriš živce in Zdaj pa kako to naredite? 2krat naredite kratek, ampak vse en globok vdih v trebušno prepono, tako. In to lahko ponovite recimo 3krat, tako. Poskusite in boste videli. Raziskave so pokazale, da dobesedno to hlipanje, ker pomislite, ko jokamo, ko hlipamo, točno to se dogaja. Tako. A je to tako? Ko jokamo, razbremenimo živčni sistem in razbremenimo stresa. To je prva zadeva. Se pravi, avtomatično gremo v neko drugo frekvenco, drug zapis. Poskusite to, mogoče že zjutraj, dajte odkati to v svoj vsakdan, zaradi tega, ker boste videli, da na ta način boste veliko bolj umirjeni.
sploh takrat, ko ste v stresu, ko se vam dogaja, mora hitro, je to. Poskusite takrat, da umirite živčni sistem in da umirite Se pravi, to je že prvi korak za to, da začne sijati vaša nova osebnost. Se pravi, da postajate ta osebnost, ki je sončna, ki nima zdravstvenih težav, se pravi, ki je zdrava, ki je uspešna, ki ima dovolj denarja, ki zna javno govoriti, ki zna jasno postavljati meje, ki se zna postaviti za sebe. V glavnem, potem pa naslednja zadeva, je pa zelo pomembno, da ta nova oseba, da razumemo, da čustva, ki so povezana s tem, da smo takole, nas ne pripeljejo do tega vala, ki bi nam prinesel nove energije. Se pravi, če mi razumemo, da naša čustva so določena frekvenca, ki jo oddajamo. Se pravi, ta sončna osebnost je tista, ki privlači. In mi, če želimo postati ali pa pritegniti v svoje življenje neko spremembo na določenem področju, rabimo se povezati z energijo navdušenja. Zdaj pa pojdimo ta trenutek. Napišite nek dogodek v vašem življenju, ko ste občutili čisto navdušenje, ko ste bili tako srečni, tisto, da vam duša poje od sreče. Opišite ta trenutek, mogoče najdite sliko, da vas bo vedno spominjala na ta trenutek. Mogoče si jo dajte na telefon, na računalnik, na ohranjevalnik zaslona, zaradi tega, da boste vedno znova se spomnili tisto čustvo, ki ste ga doživljali že nekoč. Se pravi, ste ga doživeli, recimo eno od takih čustev pri meni je, recimo pri rojstvu otroka, ko veste, kakšno navdušenje gre skozi tebe in za moje pojme, v mojem življenju to so najbolj srečni trenutki. Potem en drug tak spomin, ko je bilo čisti mir, čista sreča v meni, ko smo šli s prijatelji na Triglav in smo opazovali svizca, tistega debeluška, ki se je hranil, in je bilo tako, ko si samo hvaležen za življenje. En drug trenutek se spomnim, enkrat za 1. maja sem občutila tako hvaležnost. Bila sem sama doma in sem začela ustvarjati tele moje slike in je bilo tako, kot da hrumi val sreče. En drug trenutek je povezan z enim dogodkom, kjer smo bili in je bilo, šlo se za eno žrebanje, ogromno ljudi je bilo v žrebanju in izmed tistih vseh ljudi sem bila izžrebana in še zdaj se spomnim tega navdušenja, je bilo tako, čudeži se dogajajo. Mislim, en drug dogodek, spet to žrebanje. Bilo je žrebanje in izmed vse, za celo Evropo je bilo neko žrebanje v okviru podjetja Neolife in v glavnem, glavna nagrada je bilo sanjsko potovanje, lahko na Tenerife, v Pariz ali v Švico. V glavnem, in vem, da sva bila midva z možem takrat izžrebana za en teden, vse plačan za naju, za družino v centru Pariza, dejansko nagrada, ki je bila vredna, 10.000 evrov. Tako, neverjetno, ampak ta občutek zadovoljstva, sreče, ali pa na ta način, da te vesolje podpira, to je tisto, poiščite tisto čustvo. Zdaj pa pogledajte, zadaj raziskave. Če zmorete 17 sekund občutiti to čustvo, ki ste ga občutili takrat, se pravi, da se umirite in greste v spomin tistega čustva in ste samo 17 sekund v tem čustvu, vi aktivirate kvantno polje, ki se odzove kot val, ki vam bo prineslo želeno nazaj v vaše življenje. Če zmorete 43 sekund vztrajati v tem čutenju tega navdušenja, se val začne pospešeno
pospešeno delovati. In če zmorete vztrajati v tem vznesenem čustvu 1 minuto, 60 sekund, se zgodi kvantni skok. Pomislite, kakšno moč imamo mi v sebi. Kakšno moč. Jaz se zmerom znova smejem, obožujem risanke, pa saj veste, ne? In ena risanka je z naslovom Pogum, je naslov. In govori o eni deklici, ki so ji priredili dogovorjeno poroko, mogla bi izbirati med 3 snubci. In ona se je uprla temu in pač mama je zahtevala, da ona mora biti taka, da paše v tisto okvir, da mora si spet lase, imela je take lase, skodrane lase, v glavnem, da mora biti taka, da se bo poročila in tako naprej. In je ni slišala. No in ta deklica je poiskala pomoč čarovnice. In ko gre k tej čarovnici, v glavnem najde, sicer pride k rezbarki in ta rezbarka rezbari medveda. In je imela same medvedje okraske okrog sebe. In potem ona reče, ti si čarovnica. In ta čarovnica reče, rezbarka. In zmerom znova, jaz se smejem tolikrat, ko mojim otrokom razlagam, pač ti si čarovnica, ti lahko ustvarjaš, daj pomisli, koliko imaš moči v sebi. Rezbarka, maserka, vrtnarka, pač vse drugo smo, samo nočemo biti čarovnice, tiste, ki znamo pritegniti v svoje življenje to, kar si želimo. In zdaj naslednja stvar, se pravi, navdušenje aktivira. In sploh, ko je to navdušenje prežeto s hvaležnostjo. In zadnje sem govorila z mojo hčerko, je rekla, mami, jaz sem toliko hvaležna in pišem dnevnik hvaležnosti. Ko začutim, grem pisati, kaj si želim, kako si želim za bodočnost, kot da se je že zgodila. In ona prav, ne boš verjela, meni to uspeva. In ji rečem, ti si čarovnica. Mami, no na ta način. Ampak, glejte, to imamo v sebi. In zdaj, seveda, če predelujete karmično vez ali pa karmično lekcijo srednjega veka, kjer so vas mogoče obsodili, ker ste bile čarovnice, v tem življenju ne boste nič čarale, nič ne boste skuhale, nič ne boste ustvarile, ker biti v svoji moči preveč boli. No, seveda, zdaj vas bom povabila, če ste tam, da ne veste, kje ste se zataknile, dobrodošli v moji šoli, ki jo začenjam oktobra. Drugače pa veselo delajte, lepo po teh videih in napredujte in boste videli, kaj se boste ustvarile. Pač, če pa želite osebno mentorstvo, dobrodošle v šoli. No, zdaj pa poglejmo naprej. Se pravi, mi z močjo tega čustva, ki smo ga že vsi nekoč občutili, in z močjo hvaležnosti lahko kreiramo svojo bodočnost. To imamo v sebi. Ampak, zdaj pa poglejmo, jaz sem prav razmišljala iz te stare osebnosti pa nove osebnosti. Da vam povem zgodbo. Zdaj, čez poletje sem prebrala knjigo Sporočila iz večnosti, avtorice knjige imenovali so jo Dvoje src, tako, govorijo o aboriginih, v glavnem in sicer govorijo o tem v tej knjigi, da aborigini, ko so dosegali neko nov nivo, ali pa ko so želeli usvojiti nov nivo, so si spremenili ime. Se pravi, staro ime je bilo povezano s starimi veščinami in ko so želeli napredek, so si spremenili ime. In recimo, noter je zgodba ene deklice, ki je bila kot otrok igriva, vesela in tako naprej, in potem je odrasla in je prišla do zaključka, da želi postati bolj uporabna za pleme in si je nadela ime Pletilka Košar. In je prav v bistvu tako pogovora, zakaj si nadela to novo ime, ker imaš pa tako iskrivo energijo.
In je rekla, zaradi tega, ker s tem novim imenom bom postala bolj koristna za skupnost. Tako zanimivo. No in jaz sem dejansko razmišljala. Moja stara osebnost in moja nova osebnost. Moja stara osebnost je povezana s tem, pridna, ubogljiva, ne zna reči ne in ne zna postavljati mej. Zna se postaviti zase, vedno prijazna, kar je sicer v redu, a ne? Ampak, ker ne zna postaviti mej, seveda večkrat izkoriščena, zlorabljena, zaradi tega občuti žalost in potem sama v tišini liže svoje rane. To je moja stara osebnost in te osebnosti jaz nimam več. Ta nova osebnost, jaz, sem pa tista, ki še vedno se učim hitrejš postavljati meje, hitrejš dogovoriti stvari, kdo pije, kdo plača, hitreje izražati svoja čustva, brez vloge žrtve, brez do tega, da pridem do, se poznate tisto, a ne? In potem greš v jok, pa na drevo, pa igrače s sabo. Ne, nič več tega, ne rabim več na jok, pa na drevo, pa igrače s sabo. Ta moja nova osebnost ne rabi iti v jok, pa na drevo, pa igrače s sabo, ampak ta moja nova osebnost zna povedati svoja čustva, znam jih razbrati, ker sem že zdavnaj počistila program, potrebo imam potem, da zanikam svoja čustva. Že zdavnaj, tega ne rabim več, ker ta stara osebnost je bila pa vezana na to, a ne? Da je vse potlačila, vse dala pod preprogo, nadela si je nasmeh in terala dalje. Kar jo je bilo strah izgube, strah sprememb, strah selitve, strah. To je bila moja stara osebnost. Zdaj pa bomo pogledati, kako seveda boste počistili to staro osebnost, ki deluje po določenih kodah. No, gledajte, ker te kode so zapisane v DNK duše. To je knjiga, ko ima življenje žur. V drugi polovici knjige pišem o tem, kako deluje podzavest, kako deluje naše čustveno telo, eterično telo, mentalno telo, astralno telo. Se pravi, moramo razumeti, da je samo fizično telo je odraz našega čustvenega, mentalnega, duhovnega telesa in da potem nastane skupek tega, kar smo mi. In ko imamo neko težavo na fizični ravni, pomeni, da imamo tudi na vseh ostalih ravneh težavo. Se pravi, zdaj bomo šli pogledati pa zdravilno molitev dekodiranja, oziroma za vse tiste, ki imate mojo prvo knjigo, ko imajo hormoni žur, tukaj noter govorim še o zdravilnem kodeksu. Zdravilni kodeks do neke mere pomaga. To je zdravilna molitev, ki jo je pogruntal Alex Lloyd, in ta zdravilna molitev, zdravilni kodeks, pač iskreno povedan, za eno težavo sem jaz rabila 3 mesece in še to se ni do konca sčistila. In zase sem iskala hitrejši način, kako bom počistila te kode stare osebnosti, da bom hitreje prišla do te nove osebnosti. In sem razvila zdravilno molitev dekodiranja. In ta zdravilna molitev dekodiranja je čisto preprosta. Gre v 3 korakih in sicer, oziroma v 4 korakih. In sicer gre na ta način. Prvi korak je prepoznavanje, in to sem vas že učila, preko mišičnega testa, prepoznavanje čustev. Prepoznavanje. Se pravi, prepoznavanje podzavestnih čustev. Tisto, kar smo potlačali, se pravi, z mišičnim testom, mi lahko prepoznamo praktično vsa čustva. Zdaj pa zakaj mišični test deluje? Zato, ker se čustva shranijo v celični spomin. Celični spomin je tisti, ki ne laže. Tam je in ga je potrebno dekodirati. Se pravi, prvo prepoznavanje čustva. To je prva stopnja, mišični test. Druga stopnja, zdravilna molitev dekodiranja, je tako kot antivirusni program na računalniku. Se pravi, gre preprosto. Stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora
vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, in tukaj noter daš težavo, ki je povezana še s to staro osebnostjo. Se pravi, ta stara osebnost, ki vzame igrače na drevo, pa gre jokat, pa se skrije in potem mogoče še mulo kuha in potem počasi pride dol z drevesa. No, tega ne rabimo več, a je to tako. Se pravi, drugo je čiščenje virusa. Damo zdravilno molitev dekodiranja, damo noter ta virus, ki moti naše delovanje. Potem imamo pa 3, tako kot na računalniku, popravilo škode. Ker mi na računalnik ima virus, mi lahko damo gor antivirusni program, ampak virus je verjetno že naredil škodo na našem računalniku, se pravi, rabimo popravilo škode. No, in zdaj ta popravilo škode gre na ta način. Mi imamo v naši glavi, bom narisala skico, da si boste lažje, se pravi, takole, pa pučke. Se pravi, če gledamo obraz. Prvo zdravilno središče je tukaj čakra 3. očesa. Čakra 3. očesa je direktno povezana s hipofizo. Hipofiza je žleza v možganih, ki deluje na hormonsko stanje, na delovanje ščitnice, na delovanje jajčnikov, deluje na popravilo celic, na proizvajanje rastnega hormona. Dejansko hipofiza je glavna žleza v telesu, ki popravlja škodo. Potem drugo zdravilno središče je ščitnica. Usmerimo roke sem, vam bom pokazala kako. Tretje zdravilno središče je tukaj pri čeljustnici. Se pravi, tretje zdravilno središče tukaj. In zanimivo, sploh zdaj, ker moja hčerka Sara dela, tako da masira te žvečne mišice in dejansko aktivira, sproži zdravljenje zastalih čustev. In mnoge stranke se smejijo, nekatere se jokajo, ker dejansko tukaj je center za ti stres, ki smo ga požrli, čustva, ki smo jih potlačili. In tle noter ostane zategnen in mi smo tako povezani potem na hrbtenico gre dol, pa se pravi na vratno hrbtenico, pa na križ, pa na kolena in je tako pač vse med sabo povezan. No, to je tretje zdravilno središče, ki je direktno povezano z zmanjšanjem stresa in z nadledvičnimi žlezami. In potem je tukaj četrto zdravilno središče na sencah, ki je pa povezan z epifizo. Epifiza je pa žleza v možganih, kjer se proizvaja spalni hormon, hormon sreče, hormon zadovoljstva, dopamin, se pravi, hormoni vznesenosti in tako naprej. Se pravi, ta 4 zdravilna središča jih aktiviramo oziroma popravljamo škodo na ta način, da mi roke damo v klunček, takole, lejte, prste skupaj damo, jih usmerimo sem, takole, in si ponavljamo, parkrat ponovimo, zdravilna svetloba teče skozi moje telo. Zdravilna svetloba, zdravilna božja svetloba teče skozi moje telo. Lejte, tako, pa pol prestavimo sem. In seveda imate možnost poslušati vodene meditacije v teh mojih programih, ki jih delam, se pravi šola. Mi delamo načeloma 1 ali pa 2 meditaciji, to, ker se sproži energija, pa če gremo to polje energije in enostavno vodim te slušateljice, ženske, skozi proces čiščenja in takoj naredimo, takoj gremo čistiti. Tudi kdor pride k meni na osebno svetovanje, ni da zmeče ven čustva, potem pa rečem, tle imaš tvojo vrečo čustev, sam čisti, ampak dejansko pride na terapijo. In jaz pomagam počistiti ta čustva in dejansko ljudje od mene ne grejo z reakcijo, ampak grejo lažji, osvobojeni te teže. No, se pravi, roke damo v ključek, usmerimo v hipofizo, ščitnico, tukaj te 2 manjši čakri pri ušesih, se pravi takole in takole. In zraven si ponavljamo parkrat, zdravilna svetloba teče skozi moje telo.
Potem pa naslednja stopnja tega zdravljenja, se pravi, mi smo zdaj, gremo nazaj, se pravi, popravilo škode. No, zdaj naslednja je pa, jaz rečem, čiščenje virusa je še povezan, briši. Dejansko, če poslušate, razumete. Tukaj le noter prepoznavanje, čiščenje virusa, ko izrečemo zdravilno molitev dekodiranja in ko rečem, damo roke v modro za novo moč in vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in roke damo na prsa, to pomeni na ta način. No, to je v bistvu pa še k drugi točki. Vdih, izdih. Kaj pa to naredi? Mi poveča se koherenca, se reče temu, poveča se usklajenost srca in možganov, se pravi valovanje srca in možganov, postajamo bolj usklajeni. Leva in desna polovica se uskladita med sabo, se pravi čustveni in logični del se povežeta med sabo. Ko mi damo roke v modro za novo moč, in kot vidite, je to kot neko ustje maternice ali oko, ali tretje oko, ali Horusovo oko in tako naprej. V glavnem, ko mi damo roke v to modro za novo moč, takole, vse prste damo skupaj in jih pritisnemo na čelo in vdihnemo in izdihnemo skozi usta, se poveča koherenca srca, se pravi, se poveča zdravljenje. Zdaj, mogoče vse skupaj deluje res komplicirano, zato so vodene meditacije na internetu, da jih lahko poslušate in boste videli, kaj se bo zgodilo. Na ta način dobesedno nastaja kvantni skok v vašem čiščenju, v vaših željah, ko postajate nova osebnost. Se pravi, popravilo škode in četrti korak tega dekodiranja podzavesti je pa povezan kreiranje nove bodočnosti. Je pa kreiranje. Se pravi, mi tukaj govorimo, četrta točka, kdo hočem postati? Nova osebnost. No, in četrta točka, ko rečem, in sedaj damo roke v položaj blagoslova in rečem, zdaj si pa predstavljajte, da ste vi srečni, zdravi, predstavljajte si občutke, sreče, zadovoljstva, vključite v to vizijo še vaše drage in ste približno vse 1 minuto v tej viziji tega, kar vi želite postati. In zdaj, če pogledamo raziskave, s to zdravilno molitvijo ne boste, da boste samo 60 sekund v novi frekvenci tega, kar vi želite, ampak ste dejansko, ta molitev traja 5 minut, pomislite, kakšen kvantni skok lahko naredite, če le nekaj minut na dan vi posvetite vaši novi osebnosti. Pomislite. Slišim. Ja, vem, nimam časa. Vem. Jaz tudi ne. To je vaša stara osebnost, ki je zasvojena s tem, da ima dramo. Nimam časa. Imam pa čas, da drsam po telefonu. In življenje gre mimo mene, brez da bi kaj naredila. Imam pa čas, mogoče za kakšno brezvezno nadaljevanko, ker ta moja osebnost je zasvojena, stara, s tem, da mora biti žrtev, da mora trpeti, mogoče krščanstvo, življenje mora biti trpljenje, da se bom zveličala, ne vem. Glejte, toliko imamo enih smeti v naši podzavesti in samo 5-6 minut zjutraj, 5-6 minut zvečer, 2-krat na dan, po par minut in boste videli, kakšen kvantni skok se bo zgodil v vašem življenju. Če boste to delali 3-krat na dan, da se umaknete, ko sem začela to delati, sem se umaknila v spalnico in sem rekla, mami gre na pogovor z Bogom. Jaz sem otroci spustili primer, veste. Mami gre na pogovor z Bogom. In sem postala nova osebnost. In sem postala drugačna. Ja, in normalno, da je življenje lepo. Normalno, da zaupam življenju in da nekako bo poskrbljeno zame in za moje drage. Zaupam, da bo vse v redu. In tisti, ki me spremljate dalj časa,
Veste, lansko leto, tako sem hvaležna za podporo, ker ja, seveda, vsem se zgodi življenje. In kar se zgodi življenje, pač se zgodi. In se zgodijo tudi v življenju težke stvari. Ampak enostavno, ko upaš prosit za pomoč, jo dobiš preko ljudi. Saj poznate tisti rek. Nekdo se je utapljal, bila je huda poplava, huda. In je bilo tako, da je prišla voda do prvega balkona in pridejo mimo reševalci in rečejo: gospod, skočite noter. Glejte, poplava narašča, vode naraščajo, skočite noter. Rekel, ne, meni je Bog rekel, da me bo odrešil. In potem voda je narasla, je bil že na drugem balkonu in spet pridejo reševalci in spet ni šel. In potem je bil že na strehi in pridejo s helikopterjem in rečejo: gospod, prosim vas, skočite, pejte gor, da se rešite. Rekel, mene bo rešil Bog. In ta ubogi človek je umrl, pride v nebesa in seveda je bil jezen. Je rekel, Bog, ti si meni rekel, da me boš rešil. Je rekel, 3-krat sem ti poslal pomoč. In včasih pomoč pride preko ljudi, no ne večkrat, ne? Ker verjamem v to, da smo vsi angeli tukaj na zemlji in da če ta trenutek se v vašem življenju dogaja še veliko temnega, imate veliko težav, so vam mogoče porezali krila in se samo ne spomnite, kako leteti. Ampak verjamem v to, da smo vsi angeli in da vedno dobro zmaga. Res. Vedno dobro zmaga, ker mi ljudje smo dobri, po večini dobri. Ja, so vmes tudi ljudje, ki nam nosijo lekcije, kar je pomembno. In na koncu, ko nazaj pogledam recimo v svojem življenju, sem najbolj hvaležna ljudem, ki so bili najbolj kruti do mene. A ni to dobro? Ker če ne bilo njih, jaz ne bi napisala ene knjige. Ne bi naredila enega koraka. Tako grejo zadeve. Zato pač delajte na tem, da počistite vzorce stare osebnosti, da postanete nova osebnost in zato res vas povabim, napišite, kaj si vi želite, kako bo videti ta vaša nova osebnost. Tako da, uživajte, ja ne, kaj pa karte, pojmo še na nekaj kart. Prehod v novo dobo, se veste. Tele karte so nastale kot sporočilo, v 1,5 uri sem jih med vožnjo napisala. Povezala sem se s Katarino Vidmar, ki jih je naslikala, nastale so preroške karte. No, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo, kaj je ta trenutek prav, da zavestite, da veste, kaj je tisto, kar za vas stvarstvo ta trenutek. Kaj vam govori? Čas je za čiščenje preteklosti. Čiščenje preteklosti je prišlo. Osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. In tudi vsak odnos se zgodi z nekim namenom. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo, vse je tako, kot je prav. Zaupam. In potem si dobila intuicijo. Jasno zaznavam sporočila. No, čas je, da se začneš zavedati, da imaš jasno povezavo. Stvarstvo me vodi tja, kjer je najbolje tako za mene, kot tudi za vse druge. Vodniki mi šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepuščam se vodstvu. Čeprav mi še ni jasno, zakaj in kako zaupam, in bolj kot sem v miru sama s seboj, in svetom okrog sebe bolj jasno zaznavam sporočila. Hrup in nered v moji glavi samo blokirata jasno sporočil, sebi zaupam in sem mirna. In pripadnost. Ti si bitje svetlobe, ti si človek, ki deluje v dobrobit vseh. No, zdaj pa poglejmo. Pripadnost. Čeprav je včasih videti, da so te vsi zapustili, se zavedaj, da nikoli nisi sama.
čutim, kakšna grlena čakra se ti čisti. Grlena čakra se ti čisti se izločanje, izražanje, ljubezen, biti v ljubezni, ne biti v žrtvi, pač da v jok na drevo igra čez sabo, pa se pa mulat naslednje 3 mesece in pol počas zlez dol. Pač to je stara osebnost, tega ne rabiš več. Sestvarstvo te podpira, prepusti se toku življenja, obdajate narava, prepusti se zvokom življenja, objemate obilje, ti si del velike slike, del mogočnega procesa. No, zdaj si slišala. Tako da, v glavnem, delaj na sebi in še enkrat delaj na sebi, ker si bitja svetlobe in je čas, da začneš svetiti. Tako da vse dobro ti želim in se vidimo v naslednjem videu.